Spoštovane državne svetnice, državni svetniki, spoštovani vabljeni, ugotavljam, da se vas je večini že uspelo prijaviti v aplikacijo Cisco Webex oziroma se fizično pridružiti današnji seji. Predvidevam, da bo v naslednjih minutah to uspelo še vsem ostalim, ki se niso opravičili za današnjo sejo. V tem trenutku vas je na videokonferenčni povezavi oziroma v dvorani prisotnih 27, sklepčno 28, še eden. Ja. Igor Antauer, dobrodošli v dvorani. V skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega sveta na podlagi števila trenutno pridruženih sej 28 prisotnih ugotavljam, da smo sklepčni. Zato mi dovolite, da pričnemo z 13. izredno sejo Državnega sveta, ki sem jo sklical na podlagi 33a člena Poslovnika Državnega sveta v skladu s prvim odstavkom 21. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi in na podlagi dogovora s kolegijem Državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 29.4.2020. Na sejo so bili vabljeni Ministrstvo za finance k prvi in drugi točki dnevnega reda. Ugotavljam, da so se nam tudi uspešno pridružili preko videokonference, lepo pozdravljeni, in Ministrstvo za pravosodje k tretji točki dnevnega reda prav tako ugotavljam, da so se nam pridružili. O sklicu seje sem obvestil predsednika Državnega zbora Republike Slovenije, gospoda Igorja Zorčiča, in predsednika Vlade Republike Slovenije, gospoda Janeza Janšo. Preden nadaljujemo, vas vse skupaj prosim, da smo med sejo glede na videokonferenčno izvedbo vsi čim bolj strpni in da upoštevamo nekaj osnovnih pravil. Tako prosim, da imate tisti, ki ste se seji pridružili prek aplikacije Webex zaradi izločitve neželenih zvokov iz okolice, vaše mikrofone med sejo izklopljene. Besedo bom dodeljeval kot predsedujoči nadaljavo. Kar se tiče prijav k razpravi, tiste, ki ste v dvorani, prosim, da se k razpravi prijavljate z dvigom rok. Tiste, ki ste se seji pridružili nadaljavo, pa naprošam, da se med sejo prijavljate k razpravi preko z uporabo gumba Raise Hand, do katerega lahko na aplikaciji dostopate prek četrtega gumba, tistega krogca z leve proti desni. Prav tako vas prosim, da potem, ko izkoristite možnost prijave k besedi, da Raise Hand spustite, da lahko nemoteno potem nadaljujemo. Ko razpravo zaključite, morate res uporabiti tale spusti roko oziroma Raise Hand spusti. V nasprotnem primeru vas bom imel vedno v evidenci kot prijavljene k besedi. Tisti, ki ste pa v dvorani prisotni neposredno, prosim, da za razpravo uporabljate mikrofone, ki jih imate na klopeh. To se pravi vaši mikrofoni, na tabletah ne bojo izključeni, uporabljajte mikrofone, ki jih imate na klopeh. Še enkrat prosim tiste, ki ste se sedaj pridružili, da izklopite mikrofone. Če ne bo šlo drugače, jih bom izklopil jaz nadaljavo. Hvala lepa. Toliko za začetek, zdaj pa predlagam, da kar preidemo na določitev dnevnega reda. Še enkrat sem skupaj prav lep pozdrav. Danes, 29.4.2020, ste s sklicem prejeli predlog dnevnega reda, ki se glasi. Prva točka. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, EPA 1122/8. Druga točka. Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, EPA 1120/8. In tretja točka, Zakon o spremembi dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19. To je pa EPA 1121/8. Glede na to, da nisem prejel nobenega predloga za umik katerekoli točke z dnevnega reda, vas sprašujem, ali želi kdo predlagati umik katere izmed teh točk iz dnevnega reda? V dvorani ne vidim prijavljenih, prav tako na videokonferenčnem sistemu ne. Torej,
ugotavljam, da ni predlogov za umik točk dnevnega reda. Sprašujem pa, ali želi kdo predlagati kakšno razširitev dnevnega reda. V dvorani ne vidim prijavljenih, na videokonferenčnem sistemu prav tako ne in ugotavljam, da ni predlogov za razširitev dnevnega reda. Torej, na glasovanje dajem naslednji predlog dnevnega reda. Prvič, Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Drugič, Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19. In tretjič, Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 COVID-19. Prosim vas za pozornost. Ko vas pokličem, vas prosim, da jasno izrazite, ali ste za ali proti predlaganemu dnevnemu redu 13. seje Državnega sveta. Pričenjamo z glasovanjem. Obenem, ko vas bom klical, vam bom tudi odpiral mikrofone oziroma dajal besedo. Bojan Kekec, glasujem, ali ste za ali proti dnevnem redu. Glasujem za. Hvala. Bojan Režun. Glasujem za. Hvala. Bojana Potočan. Glasujem za. Hvala. Branimir Štrukelj. Za. Hvala. Branka Kalinić Ramšak. Za. Hvala. Branko Šumenjak. Za. Hvala. Cvetko Zupančič. Za. Danijel Kastelic. Nisem slišal, lahko prosim ponovite, Danijel Kastelic. Aha. Državni svetnik Danijel Kastelic, čeprav vam tukaj odprem mikrofon, vas ne slišim, to se pravi, da imamo težave. Glasujem za. Se slišimo? Zdaj se pa slišimo. Hvala lepa. Okay. Hvala. Dejan Crnek. Glasujem za. Hvala. Dušan Strnad. Glasujem za. Hvala. Franc Golob. Glasujem za. Hvala. Franci Rokavec. Glasujem za. Janoš Keren. Za. Hvala lepa. Jože Smole. Za. Hvala. Ladislav Rožič. Za. Hvala. Lidija Jerkič. Za. Hvala. Marija Lah. Glasujem za. Hvala. Marko Zidenšek. Za. Hvala. Matjaž Švagan. Glasujem za. Hvala. Marjan Mavčec. Glasujem za. Hvala. Milan Ozimič. Glasujem za. Hvala. Miroslav Ribič. Glasujem za. Hvala. Mitja Gorenšček. Za. Hvala. Oskar Komac. Za. Hvala. Peter Požun. Za. Rajko Fajt. Glasujem za. Hvala. Samir Kalil. Glasujem za. Srečko Ocvirk. Glasujem za. Hvala. Tomaž Horvat. Glasujem za. Hvala. In Igor Velov. Za. Hvala lepa. Prehajamo na glasovanje v dvorani. Igor Antauer. Za. Hvala. Dr. Matjaž Gams. Za. Tone Hrovat. Za. Bogomir Vnučec. Za. Davorin Terčon. Za. Hvala lepa vsem. Tudi jaz glasujem za dnevni red. 36 državnih svetnic in svetnikov je glasovalo za dnevni red 13. izredne seje Državnega sveta, nihče ni glasoval proti. Ugotavljam, da je bil predlog dnevnega reda 13. izredne seje Državnega sveta sprejet s 36 glasovi za in nobenim glasom proti. Torej, prehajamo na prvo točko dnevnega reda. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. EPA 1122, pomišljaj rimska 8.
Pozdravljam predstavnike Ministrstva za finance, ki so se nam pridružili nadaljavo, in sicer nadaljavo se nam je pridružila magistrica Kristina Šteblaj, državna sekretarka na Ministrstvu za finance, magistrica Tina Komar, VD generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov z Ministrstva za finance in gospod Goran Kitič z Ministrstva za finance. Zakon ste prijeli danes 29.4.2020 po elektronski pošti s sklicem seje. V okviru zakonodajnega postopka so se do zakona, ki je bil še v fazi predloga, opredelile interesna skupina delojemalcev, katere stališče ste prijeli s sklicem seje, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj kot zainteresirano delovno telo, tudi to poročilo ste prijeli s sklicem seje, potem pa še Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojno delovno telo in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvene invalide kot zainteresirano delovno telo. Skupno mnenje navedenih dveh komisij ste prijeli s sklicem seje. Do sprejetja zakona se je danes opredelila interesna skupina lokalnih interesov, katere stališče ste tudi prijeli po elektronski pošti. Preden predam besedo predstavnikom predlagatelja, komisij in interesnih skupin ter odprem razpravo državnih svetnic in svetnikov, vas obveščam, da bom ob koncu razprave predlagal, da državni svet odloči v tem, da se v povezavi s prvim odstavkom 21.a člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi državni zbor obvesti, da bomo ali ne bomo zahtevali, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, o njem še enkrat odloča. Torej, če povzamem čisto preprosto, po končani razpravi bomo glasovali o tem, ali bomo ali ne bomo si pridržali pravico do veta na ta zakon. Sedaj pa sprašujem, ali želi besedo predstavnica Ministrstva za finance za predstavitev sprejetega zakona? Ja, želim, prosim. Hvala lepa. K besedi se je prijavila magistrica Kristina Šteblaj, državna sekretarka na Ministrstvu za finance. Izvolite, imate 15 minut za predstavitev predloga zakona. Hvala lepa, gospod predsednik, za besedo. Spoštovane državne svetnice in državni svetniki, danes obravnavate novelo prvega interventnega zakona, ki je združil več različnih ukrepov s ciljem zajezitve epidemije COVID-19 in seveda omilitve, predvsem omilitve njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Z novelo se v prvi vrsti naslavljajo dodatne skupine ranljivih oseb, za katere je bilo ugotovljeno, da so bili pri pripravi osnovnega zakona izpuščeni, je pa zanje očitna njihova prizadetost zaradi epidemije. Poleg tega novela prinaša razjasnitev nekaterih nejasnosti prvotnega zakona, ki so bile zaznane po začetku izvajanja ukrepov ter v povezavi s pripombami strokovne in druge javnosti. Časovni okvir priprave osnovnega zakona namreč široke razprave s strokovnimi in drugimi javnostmi takrat ni dopuščal, se je pa pripombe strokovne javnosti v čim večji možni meri upoštevalo pri pripravi novele, ki je sedaj pred vami. Vsekakor pa osnovni cilj predlaganih ukrepov tudi po spremembah postaja isti. To je zagotovitev pogojev za ohranjanje delovnih mest in delovanje podjetij ter izboljšanje socialnega položaja tistih skupin ljudi, ki so še posebej ogroženi zaradi epidemije. V delu rešitev, ki se nanašajo na gospodarstvo in poslovne subjekte, novela prinaša določitev dodatnega pogoja za upravičenost do ukrepov, ki le-te razširja tudi na subjekte iz zavarovalniške in finančne dejavnosti z največ 10 zaposlenimi. Pogoji za upravičenost do ukrepov povračila nadomestil plač delavcem na čakanju oziroma izostanka od dela zaradi višje sile se določajo za poslovne subjekte enostavneje, posebej pa se iz obveznosti vračila izvzemajo tako humanitarne kot tudi invalidske organizacije. Te bodo deležne tudi povračila zneskov izplačanega kriznega dodatka za tiste invalide, ki delajo, in sicer iz proračuna države, oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko zavarovanje pa se širi tudi na področje plačila teh prispevkov za poklicno pokojninsko zavarovanje. Predlog zakona tako na novo zagotavlja enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov za dodatne skupine ranljivih oseb, kot so na primer starši otrok s posebnimi potrebami, upravičenci do starševskega dodatka, družinski pomočniki, invalidi, vojni veterani in vojni invalidi, ter člani kmetij, rejniki, študenti in še nekateri drugi.
Dodatno se namenja enkratni dodatek v višini 30 evrov tudi staršem, ki so upravičeni do otroškega dodatka in imajo nizke prihodke, pa nimajo recimo velike družine, se pravi tudi za starše, ki preživljajo enega ali dva otroka. Tudi skupina upravičencev do temeljnega mesečnega dohodka se z novelo določa širše, saj bodo po novem upravičeni do sorazmernega temeljnega mesečnega dohodka oziroma oprostitve plačil prispevkov tudi tisti, ki so le delno zaposleni na podlagah, ki veljajo za samozaposlene, verske uslužbence, kmete ali družbenike. Vsi ukrepi se bodo priznavali za nazaj, torej od 13. marca dalje. Od drugih novih vsebin bi izpostavila ureditev začasnega denarnega nadomestila zaradi izgube zaposlitve, začasno oprostitev plačila davka na dodano vrednost od dobav zaščitne in medicinske opreme, ureditev koriščenja posebne davčne olajšave za donacije Republiki Sloveniji, ukrepe za začasno reševanje oddaje presežnih količin odpadne embalaže ter rešitve za hitrejše in enostavnejše vodenje postopkov v zvezi z graditvijo objektov. Glede na prejete pripombe delodajalcev smo prilagodili določbe zakona glede zahteve po vračilu sredstev. Tako delodajalci za delavce, ki delajo, ne bodo dolžni vračati oproščenih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če se bodo nagrade iz naslova poslovne uspešnosti izplačale delavcem. Z novelo se popravljajo oziroma v manjšem delu dopolnjujejo tudi področja odloga plačila kreditnih in drugih obveznosti, pravic delavcev, delovanja javnega sektorja v času epidemije, preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, izvajanja javnih storitev, izdajanja vrednotnic v turizmu ter še nekatere druge. Vsi do sedaj sprejeti in uveljavljeni ukrepi so bili splošne narave in usmerjeni v zagotavljanje likvidnosti ter pomoči gospodarstvu ob hkratnem zasledovanju cilja ohranjanja delovnih mest. Morebitna ureditev dodatnih in bolj ciljno usmerjenih ukrepov bo predmet nadaljnje obravnave tudi v sodelovanju s strokovno in interesno dejavnostjo. Zagotovo pa bo marsikaj od tega treba urediti tudi z izhodno strategijo, ki jo bo treba začeti pripravljati zelo kmalu po razglasitvi zaključka epidemije. Spoštovani, vlada meni, da predstavlja predlog zakona nujni nadaljnji korak za spopadanje z epidemijo COVID-19, zato predlagamo podporo Državnega sveta zakonu, ki ga je Državni zbor že sprejel. Hvala lepa. Gospa državna sekretarka, zahvaljujem se vam za tole uvodno predstavitev. Glede na to, da so komisije in interesne skupine Državnega sveta zakon v originalni obliki oziroma predloženi obliki že obravnavale in da je v zakonodajnem procesu v Državnem zboru prišlo do amandmiranja tega zakona z 10 vsebinskimi in 2 redakcijskimi amandmaji, so imeli državni svetniki in svetnice relativno kratek čas, da so se seznanili z vsebino teh amandmajev. Zaradi tega vas bi jaz na tem mestu prosil, če lahko si vzamete še toliko časa, da nam pokomentirate te amandmaje, zaradi tega, kar nas predvsem zanima, ali je pozitivno mnenje, ki so ga komisije in interesne skupine do zakona sprejele, zaradi sprejema teh amandmajev kakorkoli pod vprašajem. In sicer amandmirani so bili 2. člen, 3. člen, 7. člen, 15. člen, 17. člen, 18. člen, 20., 30., 31. in 50. člen. A vas lahko prosim za kratek komentar teh amandmajev, če jih imate mogoče pri sebi v amandmajski obliki, oziroma obrazložitve. Moram priznati, da sem jih ravno začela iskati, a lahko prosim kolegico Tino Humar, v.d. generalne direktorice Direktorata za davčni in carinski sistem, verjetno jih ima pri roki zdajle. Seveda. Tina, se slišimo? Gospe Tine nimam na zaslonu kot Se je zgodila? Potem pa predlagam naslednje. Dal bi besedo skladno z našim poslovnikom predstavnikom... Gospod, se opravičujem, če smem, Tina je ravno kar pri meni, če smem. Aha, prosim, potem pa kar prosim za komentarje amandmaju. Hvala. Ja, lep pozdrav. Zdaj, s predlaganimi amandmaji, če se strinjate, morda bi šli kar po členih samih. Da.
Amandma k 2. členu je redakcijske narave. Amandma k 3. členu je bolj jasno zapisana izjema, se pravi, da se upravičujem, da sem hotekla. Bomo počakali, kar počasi, kar oddahnite si. Okay. Nas zanima vsebina, tako da si vzemite čas. Da se do ukrepov po tem zakonu, glede na to, da je sam zakon namenjen kot pomoč gospodarstvu, izvzeta tuja diplomatska predstavništva in konzulati, mednarodne organizacije, predstavništva mednarodnih organizacij ter institucije, organi in agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji. V amandmaju k 7. členu je prav tako, se pravi, se povezuje z amandmajem k 3. členu in ureja to izjemo za tuja diplomatska predstavništva. V amandmaju k 15. členu se redakcijsko popravlja, da so izjeme bolj jasno določene v 58. členu, ki določa, se pravi, solidarnostne dodatke za ranljive skupine. K 10. se upravičujem, večkrat so amandmaji, tako da ima dejansko tudi vsak odstavek v bistvu svojo obrazložitev, tako da moram nekaj pogledati z novim 10. odstavkom se določa izjema oziroma pač upravičenost do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi za prejemnike nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas in so na začasnem čakanju na delo oziroma odsotni iz dela zaradi višje sile ter imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Potem z amandmajem k 17. členu se ureja samo bolj jasen zapis, ki je bil pripravljen na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe. Z amandmajem k 18. členu je prišlo do redakcijskega popravka, da se jasno določa, da gre za oprostitev, se pravi za oproščene transakcije plačila DDV-ja. Z amandmajem k 20. členu je prav tako redakcijske narave amandma k 30. členu prav tako, tako da precej je amandmajev, ki so v bistvu redakcijske narave. Z amandmajem k 31. členu je prav tako besedna zveza javni sklad. Je bolj jasno napisano, da gre za javni sklad, katerega ustanoviteljica je Republika Slovenija. Potem pa je dodan nov 103.a člen, ki se nanaša na, se pravi, izjemo po zakonu o nalezljivih boleznih in ureja, se pravi, določa, da se lahko do podatkov iz centralnega registra prebivalstva dostopa le Nacionalni inštitut za javno zdravje. Točno je določen tudi namen obdelave teh podatkov in posameznik, se pravi, katerega podatki se do katerega podatkov se dostopa. Potem so res amandmaji spet k naslovu poglavja, k amandmaji k 50. členu in tu mislim, da je vse. Če imate še kakšno podrobnejše vprašanja, pa z veseljem odgovorimo še naprej. Zahvaljujem se magistrici Tini Humar, vršilci dolžnosti generalne direktorice Direktorata za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov z Ministrstva za finance. Predno dam besedo predstavnikom komisij in interesnih skupin, bi želel predlagati sledeče. Da predsedniki komisij in vodji interesnih skupin podajo mnenja, ki so jih komisije in interesne skupine sprejele v zvezi z zakonom,
Potem pa odpremo razpravo in razpravljamo tudi o amandmajih, ki smo jih prijeli naknadno. Vidim, da se je k besedi prijavil državni svetnik Branimir Štrukelj. Želite proceduralno? Izvolite, samo trenutek, da vam vklopim mikrofon. Državni svetnik Branimir Štrukelj, imate besedo. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Zdaj, morda so ostali kolegi in kolegice vse razumejo, jaz tukaj ne razumem čisto vsega, kaj pravzaprav mi ta trenutek počnemo. Namreč imamo najprej neko heterogeno situacijo glede tega, o čem so posamezne skupine in komisije odločale. O zakonu, ki je bil brez amandmajev. Potem je bil zakon sprejet, zdaj pa mi delamo kaj? Mi zakonov ne sprejemamo, niti jih ne potrjujemo, kar je meni znano po poslovniku. Edino, kar je, da bi se morali odločiti, glede na spremembo zakona o referendumu v 21. členu, ali bomo vložili veto na sprejet zakon ali ne. Popravite me, če se motim. Vendar, na podlagi česa mi lahko to počnemo? Imamo mi kakšen dokument, ki utemeljuje to, da gre za zakon, ki ne dopušča referenduma. Imamo predlog sklepa vlade, ki naj bi to opredelil. Ali imamo temelj za to, kar ste, predsednik, na začetku povedali, da bomo, čeprav razumem, seveda lahko pa tudi se motim, da bomo odločali o tem, ali bomo vložili referendum ali ne. Ampak na podlagi česa? 21a člen seveda predvideva, da imamo predlog sklepa vlade. Tega pa v gradivu za današnjo sejo ni. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. O čem se mi danes odločamo? O zakonu zagotovo ne. Na zaprosilo državnega zbora se odločamo o temu, ali bomo v nadaljevanju 7-dnevnega roka na katerega izmed teh zakonov vložili veto ali ne. Ukolikor dobim od državnih svetnic in svetnikov, članov državnega sveta, zagotovilo, da ne vidijo potrebe po vložitvi veta, bom o tem obvestil predsednika državnega zbora na njegovo zaprosilo. Ukolikor bomo izrazili dvom o posameznih rešitvah v teh zakonih, ga bom obvestil, da si državni svet pridržuje pravico do veta, o katerem bomo razpravljali ob morebitni vložitvi predloga za veto. To, o čemer se mi danes odločamo, je samo poizvedba po želji oziroma potrebi po odložilnem vetu, na podlagi katere lahko potem državni zbor, če izrazimo željo, da veta ne bo, lahko državni zbor pohitri sprejem teh interventnih zakonov. To je vse. Nič drugega. Zaradi tega sem pa želel opraviti razpravo o zakonih in opraviti razpravo o amandmajih. Kot rečeno, zakone so obravnavale pristojne in zainteresirane komisije in interesne skupine, amandmajev še ne, in zato bomo o amandmajih danes po potrebi opravili na vašo željo, seveda kdorkoli bo želel razpravljati, poglobljeno razpravo. In iz te razprave bomo na koncu razbrali, ali obstaja možnost, da vložimo, ali obstaja možnost, da ne vložimo veto državnega sveta. Jaz sprašujem, ali se vam zdi to poslovniško nepravilno, nesprejemljivo, ker če se vam to zdi, potem bom dal zadevo na glasovanje in bomo ugotovili, ali državni svet sprejema takšen način dela ali ne. Temeljni razlog, zakaj to počnemo, je, da opravimo svojo dolžnost, da zagotovimo zastopanost interesov tistih, ki jih zastopamo v državnem svetu, da pa ob tem ne prolongiramo roka za sprejem zakonov v primeru, da se z vsebino zakonov strinjamo. Toliko. Sedaj pa sprašujem predstavnico pristojne komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, magistrico Marijo Lah, ali želi predstaviti mnenje komisije.
Magistrica Lah? Da? Izvolite. Lep pozdrav vsem kolegom svetnikom in gostjem. Jaz poročila komisije, to je bila skupna komisija, tudi za komisijo za socialo prav posebej ne bi predstavljala. Mogoče bi poudarila samo to, da smo zakon v taki obliki, kot je bil takrat v proceduri, podprli. Tako komisija za socialo, kot tudi komisija za gospodarstvo. Imeli smo določene pripombe, pa tudi smo jih nekatere od njih kasneje po panožnih interesnih združenjih obdelali v obliki amandmaja. Samo ti amandmaji niso bili povzeti, kljub temu, da so posamezne poslanske skupine kazale veliko zanimanje za njihovo vsebino. To je prva zadeva. Druga zadeva, pa moram reči, da se za diskusijo predhodno, ki jo je imel kolega Štrukelj, strinjam. Zato bom že na tem mestu rekla, da v imenu komisije glede veta jaz poročati danes ne morem, ker tudi nismo sprejeli takega sklepa. To lahko poročam samo v svojem lastnem imenu. To je kot druga zadeva. Kot tretja zadeva, to pa apeliram tudi pripravljalce, tako na to strokovno skupino, ki svetuje vladi, kot na vlado, kot tudi na pripravljalce potem samih zakonov po resornih ministrstvih, da bi bil tretji paket, torej to, čemur danes rečemo izhodna strategija, časovno pripravljen tako, da ga bo državni svet lahko v celoti obravnaval tako, kot smo mi sposobni to obravnavati. Post festum obravnavati amandmaje in se, bom zelo direktno rekla, izpostavljati napram celotnemu gospodarstvu z eventualnim razmišljanjem o vetu, menim, da to ni racionalno, ker je kljub temu velika večina rešitev, ki v zakonu so, pozitivno naravnana za gospodarstvo in zato menim, da je potrebno pospešiti sprejem te zakonodaje in dati možnost, da gospodarstvo končno pride do nekih sredstev. Toliko za zdaj. Hvala lepa. Zahvaljujem se predsednici komisije, magistrici Mariji Lah. Sedaj pa sprašujem, ali želi predsednik komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad kot predstavnik zainteresirane komisije besedo. Državni svetnik Strnad, če želite besedo, se prosim. Ja, želim, bom kratek. Komisija je, mislim, da prvo obravnavala predlog zakona in ga podprla. Seveda pa tudi mi smo prisluhnili vsem potrebam in željam združenj občin, ki so se vse tri oglasila. Nekateri predlogi njihovi seveda ne sodijo v interventne zakone in jih bo treba upoštevati kasneje. Drugi so upoštevani. Prav tako se nam zdi sprememba predlaganih rešitev na področju gradbenih objektov potrebna. In želimo pa tudi, da se čim prej razmisli oziroma da se čim prej nadaljuje postopki v zvezi z finančno razbremenitvijo občin. Namreč zakon, ki je bil začet že v začetku prejšnjega leta, je zastal v proceduri in nekako podpiramo željo združenj občin, da se s tem zakonom nadaljuje. Komisija pa je soglasno podprla predlog zakona. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku, predsedniku komisije Dušanu Strnadu. Sprašujem pa predsednika komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, magistra Petra Požuna, ali želi on predstaviti mnenje komisije? Peter Požun. Dobar dan, pozdravljeni. Ne, saj naše poročilo je bilo podano, pisno bom kasneje kot državni svetnik razpravljal. Hvala. Hvala lepa, zahvaljujem se magistru Petru Požunu. Sedaj vas sprašujem, ali želijo besedo predstavniki interesnih skupin.
Prosim, da se prijavite k besedi. Najprej sprašujem Lidijo Jerkič, da, predstavnica interesne skupine delojemalcev. Lidija Jerkič, izvolite, imate besedo. Zdaj jaz stališča ne bi ponavljala, ker je vsebovano v mnenju Komisije za socialo, bi pa se vrnila nazaj na tisto, tudi v imenu interesne skupine, kar je izpostavil Brane. Ne vem, če imamo na dnevnem redu danes točko, ki nam je cilj. Mi imamo na dnevnem redu obravnavo zakonov po asbestu. Večina pred mano se je že izjasnila o tem, da je to nekoliko, ne bom rekla nesmiselno, ampak mislim, da tega nikoli še nismo počenjali. Na dnevnem redu pa nimamo opredelitve o tem, ali glasujemo, ali bomo vložili veto ali ne. In tudi mislim, da tega sploh ne moramo izglasovati, ker če se kot posamezniki opredelimo proti vetu, še vedno interesne skupine lahko to čez 3 dni naredijo. Verjetno je kriva sprememba zakona o referendumu, 14 dni nazaj, ki je to možnost vnesla v zakon in pa predpisala postopkov. Da. Da predpisanih nimamo tudi ne mi, ni jih v poslovniku, ne nimamo prakse in mi se moramo v tem v osnovi zmeniti. Ker škoda je, da tečemo 10 krogov na sprejeti zakon, kar je napisano v mnenjih, je napisano in bojo lahko zakonodajalci v 3. krogu upoštevali ali pa ne. O vsebini tega, zaradi česar smo bili, recimo temu, zvabljeni na sejo, pa nimamo pravega odgovora. Tako da jaz bi predlagala, da mogoče strokovna služba poda kakšno obrazložitev, kakšni zagati smo se znašali in kaj s to zagato lahko počnemo, ker v vsebini zakonodaje zdaj se pogovarjati nima velikega smisla. Zahvaljujem se državni svetnici Lidiji Jerkič. Ali želi besedo predstavnik interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič? Izvolite, če želite se prijaviti k besedi. Ja, sem dvignil roko. Torej, mi smo v interesna skupina lokalnih interesov je v okviru priprave na to sejo pravzaprav obravnavala vse 3 zakone, takšne, kot so bili sprejeti. In na interesni skupini smo pravzaprav preverjali na nek način, ali obstaja neka možnost, da se bi podal odložilni veto z glasovanji, ki so bila upravljena za vse 3, pravzaprav je bila izražena podpora vsem 3 zakonom, takšni kot so, v celoti pravzaprav in brez glasu proti, tako da v tem smislu je razumeti naše opredelitve tudi, da se v interesni skupini ne obstaja noben razlog, da bi bil ze strani interesne skupine predlagan odložilni veto ali tudi v primeru, da bi bil podprt. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Ozimiču, vodji interesne skupine lokalnih interesov. Preden odprem razpravo in dam besedo državnim svetnicam in svetnikom, bi rad obrazložil, zakaj danes sklicana izredna seja državnega sveta. Prav imate, zakon o referendumu in ljudski iniciativi je uvedel neko možnost, ki jo poslovnik in zakon o državnem svetu ne predvideva. Glede na to, jaz nisem nagnjen k rešitvi, da bi državni svet v svoj poslovnik sprejel možnost, da se hitro in ad hoc odpovedujemo vetu in da to postane neke vrste pravilo. Ravno zaradi tega je bila sklicana ta seja, da se svetnice in svetniki vsebinsko opredeljujemo in da povprašamo, ali obstaja možnost in potreba po vložitvi veta. Ukolikor ugotovimo, da so vse interesne skupine, vse komisije oziroma vsi člani državnega sveta zadovoljni z rešitvijo, kakršna je zapisana v zakonu, potem lahko obvestimo državni zbor o tej naši ugotovitvi. Ukolikor imamo dvome o kateremkoli zakonu in kdorkoli izmed vas meni,
da lahko v nadaljevanju te procedure v 7-dnevnem zakonskem roku zbere podpise oziroma da se interesne skupine ali komisije odločijo za vložitev predloga veta, potem bomo ravnali tako. Jaz drugega načina enostavno ne najdem. Mislim, da je Branimir Štrukelj se prijavil k besedi proceduralno. Izvolite, državni svetnik Branimir Štrukelj. Torej ne odpiram še razprave, proceduralno Branimir Štrukelj, izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Še enkrat bi podčrtal tisto, kar je naša predsednica interesne skupine rekla in prosil, da dobimo pojasnilo pravne službe, ali delamo zakonito ali ne. Mi na dnevnem redu glasovanja o odrekanju veta ali česega podobnega nimamo. Nimamo na dnevnem redu 3 zakone, ki so bili sprejeti včeraj, popoldne, zvečer, kakorkoli že. In to je mogoče preveč po domače, da bi zdaj to poenostavili na tisto reč, ki se nanaša na 21.a člen. Tam namreč predpostavlja ta 21.a člen tudi za državni svet, da bi moral imeti predlog sklepa Vlade Republike Slovenije, da bo tak zakon tudi tako definirala. Mi nimamo nobene indikacije Vlade Republike Slovenije, da bodo te zakoni definirani kot tisti, na katere ni mogoče vložiti referendum. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Besedo pa dajem sekretarju državnega sveta, dr. Dušanu Štrusu, za obrazložitev. Hvala lepa za besedo. Samo na kratko bi vas obvestil, da imate pri tem, kar opozarjate, popolnoma prav. Ta seja poteka na podlagi 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki je popolnoma nov. In dejansko moramo imeti ugotovitev, se pravi predlog vlade, da referenduma na te zakone ni dopustno razpisati. Zato vas bomo v kratkem obvestili o tem, ali takšno obvestilo obstaja ali ne. Samo trenutek, ker ga lahko zadevo sprintamo v dežurni sobi in vas takoj obvestimo. Hvala lepa. Zahvaljujem se sekretarju Dušanu Štrusu. Obenem pa, če dovolite, medtem ko čakamo na to obvestilo, nadaljujemo z razpravo. Razpravljamo pa vsebinsko o zakonu. Odpiram razpravo, ali želijo razpravljati državne svetnice in svetniki. Branimir Štrukelj se je prijavil k razpravi. Izvolite, imate besedo. Predsednik, hvala lepa. Še enkrat bi upozoril, da imamo mi na dnevnem redu danes 3 zakone, o katerih ne bi se opredeljevali. In ne pobude o odložilnem vetu in tudi ne podlage, nikjer ni napisano, da to delamo na podlagi 21.a člena in da je to razlog za te 3 zakone. Zato se odločite, kaj pravzaprav počnemo. To je malce prehudo, se opravičujem, predsednik. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branimirju Štruklju. Kar zdaj počnemo, je razprava o zakonih. Ali bomo ali ne bomo glasovali o tem, da bomo ali ne bomo se odpovedali vetu, je odvisno od tega, kako bomo proceduralno to ugotovili, oziroma o informacijah, ki nam jih bodo dostavile strokovne službe. Jaz se z vami popolnoma strinjam, ne želim ravnati protizakonito, ampak trenutno razpravljamo vsebinsko o zakonu in o amandmajih. In jaz predlagam, da razpravo o zakonu in amandmajih nadaljujemo. Na koncu državni svet lahko zakone podpre ali pa ne podpre in se odloča ali pa se ne odloča o tem, ali bomo se odpovedali vetu. To bomo pa seveda opravili, to odločitev bomo sprejeli skupaj na podlagi informacij, ki nam jih bo podala strokovna služba. Gospod Štrukelj, jaz še enkrat povem, mi sedaj razpravljamo vsebinsko o zakonih in amandmajih. Želite razpravljati o zakonu? Da, izvolite, razpravljajte. Jaz bi še enkrat upozoril, da
zakonov, ki so potrjeni v državnem zboru, državni svet ne potrjuje. Da to ni predmet te inštitucije. Samo na to opozarjam, da ne bomo šli predaleč v neke kršitve. Ne potrjujemo mi zakonov, ki so sprejeti. Torej, kaj predlagate? Ja, predlagam, da če želimo glasovati na podlagi 21. člena, da se tako v skladu z predpisi skliče tudi seja državnega sveta. Ta seja je sklicana z nekim vsebinsko napačnim in zgrešenim dnevnim redom. Jaz je prosil za trenutek, posvetoval se bom s pravno službo oziroma s sekretarjem in bom na to vprašanje odgovoril. Besedo dajem sekretarju državnega sveta, ima pravno podlago, o kateri se pogovarjamo. Vas pa prosim, da izklopite Branimir Štrukelj prijavo k besedi. Lahko? Državni svetnik Štrukelj, vas lahko prosim, če spustite roko. Je že spuščena. Hvala lepa. Preden dam besedo še prijavljenim v dvorani in državnemu svetniku Milanu Ozimiču, vas prosim, da prisluhnemo sekretarju državnega sveta, Dušanu Štrusu. Izvolite, Dušan Štrus, imate besedo. Hvala lepa. Obveščam vas, da je vlada že poslala v državni zbor sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na vse 3 zakone, v katerem predlaga, da državni zbor ugotavlja, da zakonodajnega referenduma na te zakone, ki jih danes obravnavamo, na vse 3, ni dopustno razpisati, ker gre za zakone iz prve alineje 2. odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije in ta sklep bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu, ko ga bo državni zbor sprejel. Temu sledi zelo obsežna obrazložitev na eni strani in pol, zakaj na te 3 zakone ni dovoljen razpis referenduma. Poleg tega je zraven predložen še mnenje o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na vse 3 zakone, ki ga je pa izdala Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora. In Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora je na koncu zapisala, ugotavljamo, da je predlog sklepa, tako sem vam ga ravnokar prebral, v navedenih pogledih skladen s citirano določbo Ustave ter določbo 21.a člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi pod predpostavkami, da bo zakon sprejet in da bo državni zbor odločal o predlogu sklepa v časovnih okvirih in pod pogojih, ki jih določa prvi odstavek 21. člena Zakona o referendumu in ljudski iniciativi. Hvala lepa za besedo. Zahvaljujem se sekretarju državnega sveta. Ali želi razpravljati kdo izmed svetnic in svetnikov? Da. V besedi sta se prijavila Igor Antauer in dr. Matjaž Gams. Igor Antauer, imate besedo, prosim, da vklopite mikrofon. Hvala lepa za besedo. Jaz moram reči, da mi je malo mučno to razpravo poslušati, pa ne zato, ker kolega Štrukelj ne bi imel prav. Res smo v nenavadni situaciji, res je očitno sklep vlade bil sprejet in smo to zvedeli zdajle. In razpravljamo o zakonu, ki je bil, oziroma zakonih, ki so bili sprejeti včeraj. Mi nismo zakonodajalec, smo mesto, upam, da umnega in detaljnega drugega razmisleka. Ta trenutek pa razpravljamo o zakonih, ki so sprejeti. Res je, na komisijah smo jih imeli brez amandmajev, res je, da smo na
vsaj komisiji, kjer sem jaz bil, podali nekatere predloge, ki so bili tudi tehnične narave, kot je 7 dni, 7 zaporednih dni, 7 delovnih dni, pravica do vračila iz čakanja in tako naprej, pa to ni bilo upoštevano, očitno zato, ker je to vložila opozicija, ampak to ne spremeni zadeve. Zakoni so bili kot taki sprejeti. Naša edina možnost bi bila verjetno razpravljati o vetu, pobude pa nimamo. Zdaj, kakorkoli bomo mi danes sklenili, še vedno obstaja, tako kot je kolega Štrukelj rekel, možnost, da bo nekdo zbral dovolj podpisov ali da bo nekje se najdla neka interesna skupina ali komisija, ki bo vložila veto. Kar pomeni, ne bom uporabil te besede, ker sem v etru, bomo stopili dvakrat v isto smrdečo stvar, ko nočemo stopiti. Jaz razumem željo po pomoči in prav je tako, da gospodarstvu in tistemu delu ranljivega prebivalstva pomagamo čim prej, pa vendar mislim, da je izredno pomembno, kako bomo pokazali našo kredibilnost. Bom kar osebno povedal, nekaj resnih državljanov, ne tistih, ko ne vejo, kaj bi po internetu, Instagramih in ostalo pisali svoje frustracije, mi pravi, zakaj sploh vi ste, saj ste pravzaprav čisto servilni in pravzaprav niti ne obravnavate zadev, niti ne protestirate takrat, ko je treba. Jaz se bojim za kredibilnost tega državnega sveta. Ob res spoštovanju želje potem, da se pomaga in čim prej pomaga svetu. Jaz bi tudi povedal, da če bi prišlo do veta, ga ne bom podprl, ker bom tako kot magistra Lahova vagal med koristjo in škodo. Ampak vendar, če se bo to zgodilo, mi je zelo pomembno, da je to po zakonitih in racionalnih postopkih. Mi imamo zdaj tle res zmedo, ki se verjetno, jaz sem mandat pa pol, nisem še videl, da bi razpravljali na tak način o zakonih, ampak smo razpravljali, če so zakoni bili sprejeti o vetu. To je moja zagata, jaz verjamem, da je zagata tudi vodstva državnega sveta, ker je to čisto nova situacija, ampak jaz mislim, da bodimo toliko pametni in pazimo na našo lastno kredibilnost. Mi bi le tlele, zato smo svetniki, ker naj bi bili modri, zato da lahko še enkrat razmislimo in preprečimo nevšečnosti, ki bi se lahko zgodile z nekim zakonom. Žal mi je, da polemiziram tukaj, ampak zadeva je res nenavadna. Jaz ne vem, če bomo tudi danes sprejeli sklep 36, da ne bomo vložili veta, to še nič ne pomeni. Vsaj jaz mislim, da ne. Mogoče se motim, ampak mislim, da vam žal prav. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Igorju Antaverju. Besedi se je prijavil državni svetnik dr. Matjaž Gams. Izvolite. Spoštovani gospod predsednik, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovani prisotni, vsem lep pozdrav. Jaz bi pa zelo pozdravil to akcijo predsedstva države oziroma kolegija, kdorkoli je pač predlagal to, da danes obravnavamo. Jaz sigurno nisem, mi vidim zadevo zelo vsebinsko, manj pravno. Ker konec koncev, pogledajte, zadeve so bile izjemne in zakone, ki sprejemamo, nekateri veljajo za nazaj. Zakoni po definiciji ne smejo veljati za nazaj retrospektivno, ampak zdaj veljajo. Se pravi to, in verjetno nihče med nami kaj podobnega v življenju ni doživel. Državni svet je tudi padel v neko nenormalno stanje in po mojem mnenju, oprostite, meni je to hudo nenormalno, da je tle dvorana prazna. Ampak večina ljudi pa misli drugače in v redu, imamo vsak svoje mnenja. Ampak trditi, da mi zdaj normalno poslujemo, je po moje daleč od realnosti. Kaj mi delamo? Trenutno smo na prehodnem stanju iz tistega urgentnega, ko je bo res treba dati vso podporo vladi, da lahko hitro ukrepa, pa tega jaz ne bi rekel, da je to servilnost. To je pač pomoč, ko je treba stopati na hitro skupaj in nekaj hitrega narediti. In vlada je to super naredila.
Potem, zdaj naše strokovne analize kažejo, da je recimo še prejšnji teden vlada zamujala s sproščanjem, ampak ta teden pa spet v redu sprošča. Ampak skušam povedati to, izjeme so izjemne in mi gremo počasi proti normalizaciji. In v postopku normalizacije seveda se dogajajo še vedno malce nenavadne poteze, govorim vsebinsko, ne pravno, ker nisem strokovnjak. In to, da lahko mi zdaj končno še enkrat debatiramo o tem, je zelo pozdravljam in bo čez minutko bom o tem debatiral. Ker menim, da kot državnemu svetniku mi ni bila dana možnost svoje predloge realizirati preko teh komisij, ki so se nekako sestajale tako ali pa drugače, nobena ni hotela pobude prevzeti in tako dalje. In bom navedel 3 konkretne stvari, v katerih smo že se pogovorili in seveda zaradi tega ne bom predlagal veta. Zdaj pač stvar gre naprej, ampak vendarle v tej brzini, hitrosti je bilo nemogoče narediti brezhibne zakone. Tudi ne gre. In je tako treba pohvaliti vlado in te snovalce, ki so tako kvalitetne materijale pripravili v tako kratkem času. Ampak slej ko prej bomo morali priti na normalno stanje, ko bomo mi svojo nalogo upravičili, ko bomo mi dali pripombe in pomagali izboljšati besedilo. In imam konkretno 3 pripombe. Prva je ta, da je treba počasi nehati s temi ukrepi in priti bolj ali manj na normalno delovanje, zlasti v gospodarstvu. In da nimamo denarja, nimamo milijard, da bi še namenili temu, onemu, drugemu, tretjemu, ampak je treba zategniti pas. Žal se sliši grdo, ampak ne vem, kako misli kdorkoli proračun speljati, s tem, ko pri 10 milijardah proračuna 1 milijardo sem, 1 milijardo sem in tako dalje. In moja prva pripomba je, čim prej mora celotno gospodarstvo začeti funkcionirati, čim prej mora večji del Slovenije začeti funkcionirati ob seveda novih ukrepih in hkrati moramo začeti, rekel, zelo natančno pogledati, kako se bodo finance išle. To je prva pripomba, ki jo imam. Druga pripomba imam, ki sem je že podal na komisijah, pa nihče ni reagiral, nikjer se ni zapisala, je tale. V javnem sektorju, kamor sodijo tudi občine, v privatnem sektorju veliko ljudi živi od projektov. Recimo, da imate konec projekta 1. junija, vmes je prišel koronavirus in nimate niti slučajno možnosti, da bi pravočasno zaključili. To je tako imenovana višja sila, ampak zdaj boste odvisni od nekega uradnika na nekem ministrstvu, a bo to pristal ali ne bo. Nekateri so zelo vedelni, nekateri nič od nič. In namesto, da bi v državnem svetu predlagali en tak sklep, da predlagamo vladi, da omogoča zaradi te višje sile virusa podaljšanje poročil, zaključitev tako naprej za recimo 2-3 mesece, se tega enostavno ni dal čez te komisije v tem čudnem stanju, se ni dal pripeljati. Mislim, da je to velika škoda in seveda bomo zdaj poskušali se to realizirati na druge načine, ampak šanso smo tle zamudili. Druga stvar, ki se je že zgodila in je očitna v medijih in tudi name so naslovili, vrsta društva je name naslovila pripombe, je to glede okoljevarstva. Se pravi, prej vemo, je lahko neko društvo okoljevarstveno zablokiralo nek pomembno novo gradnjo, zdaj pa pripombe govori o tem, da smo šli pa v drug ekstrem, da praktično nihče ne more za okolje več zablokirati. Zakaj? Zato, ker noter so taki pogoji, kot to, da morajo imeti te društva za okolje, ki vemo, da so ljubiteljska bolj ali manj, morajo imeti stalno 10.000 evrov na računu in podobno. In seveda na ta način se bo dejansko zelo slabo ravnalo z okoljem. Je situacija tako izjemna, da lahko nehamo paziti na okolje? Mislim, da ne, da to nima neposredne povezave. Da bi bilo treba paziti na okolje in da takih zakonov tako na hitro ekstremnih, sej nič ni slabega, če se malce stvari uredijo, ampak ne pa na tako ekstremne načine. No in vidite, če ne bi bilo danes tega sklica, ne bi mogel teh 3 stvari omeniti. Upam, da se bo to videlo, se bo o tem razmišljalo in da bomo skupaj iskali rešitve, da bi te stvari uredili. Zato se še enkrat zahvaljujem in pozdravljam, da je do današnje debate prišlo. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku dr. Matjažu Gamsu. Sedaj pa obvestilo za vse, ki ste na videokonferenci na dvorani. K besedi so se prijavili po vrsti v dvorani državni svetnik Tone Horvat, zatem se pripravi državni svetnik Franci Rokavec, nato državna svetnica Lidija Jerkič, za Lidijo Jerkič Milano Zimič, Peter Požun in Bojan Kekec. Besedo dajem državnemu svetniku Tonetu Horvatu. Izvolite. Jaz imam repliko, če lahko.
Ste bili imenovani? Niste. Ne morem vam dovoliti replike, ker niste bili imenovani. Tone Hrovat, izvolite, imate besedo. Hvala lepa. Jaz se tudi pridružujem mojemu kolegu dr. Gamsu, da se ta razprava izvaja na tak način, gre za še zmeraj krizne razmere, in ki se naj bi ohlajale, vendar gre pa za popravke tistih najbolj kriznih prvih zakonov, v katerih so v vladi popravili tisto, kar je bilo potem v razpravah ugotovljeno, da je bilo pomanjkljivo. In mislim, da najbrž je ta čas za nas kot državne svetnike, kar se tiče kredibilnosti, ni izgubljen. Mislim pa, da bomo imeli še priložnost, ker bo treba te stvari še popravljati, če hočemo spraviti gospodarstvo in normalno življenje, tudi kulturno, šolsko in ostalo v bivše stanje oziroma boljše stanje, in bo še veliko priložnosti za to diskusijo. En mesec ali dva delovanja državnega sveta v drugačnih okoliščinah našo kredibilnost ne bo spreminjalo. Mislim, da lahko pozitivno pristopimo k reševanju problematike, ki je bila izredno močna in še bo. In mislim, da je tukaj zraven potrebno stopiti skupaj. In mislim, da je potrebno tudi razpravljati v duhu, ko se določeni ukrepi spreminjajo k boljšim. Če pogledam samo finance, ko so bile v preteklosti z približno enako žlico zajete v popolnoma drugačnih okoliščinah krize, so te finance najbrž veliko bolje vložene k našemu narodu. Prejšnje finance so bile veliko bolje vložene k nekaterim bankam, ne našim. Zato bom rekel takole, Državni svet je prav, da odpira te razprave. Jaz sem seveda izredno proti temu, da bi vložili veto, in sem tudi zato pozivam vse kolegice in kolege svetnike, da mogoče se tudi v tem smislu izjasnimo in damo priložnost, da ta zakon začne delovati čim prej, zato ker bo pomagal nam, državljanom. In če za vsake popravke pa smo še zmeraj tukaj, ki jih bomo s pobudami, mogoče tudi z zakonodajno inicijativo, mogli popravljati še na boljše. Tako da, če se le da, ne minirajmo tega, kar je bilo ustvarjenega dobrega v tem kratkem času, dajmo pa prispevek v nadaljevanju k izboljševanju stanja, ki je tako v gospodarskem delu kot v družbenem javnem življenju. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Tonetu Hrovatu. V besedi se je prijavil državni svetnik Franci Rokavec. Izvolite. Franci Rokavec, se slišimo? Izvolite. Lep dober dan, gospod predsednik, spoštovane svetnice in svetniki in ostali navzoči. Jaz se strinjam o dobronamernosti tega sklica izredne seje državnega sveta, da bi prispevali k, se pravi, čim bolj kvalitetnim rešitvam pri izhodu iz, se pravi, same krize, ki je zajel predvsem ta epidemija koronavirusa. Vendar pa moram opozoriti na nekaj. Vsakršna bližnica, ki jo poskušamo na tem področju narediti, se mi zdi, da nam vsem skupaj lahko naredi več težav kot koristi. Samo to mislim. In se mi zdi, da bi bilo danes, ne glede na to, da je res sklic te seje in tudi sama obravnava en unikum, najbolj smiselno sicer, da se obravnava opravi in da se vse, kar bo v obravnavi preko povedanega, da kot eno napotilo k pripravi rešitvam tretjega paketa. Vsakršna bližnica ali umikanja veto ali umikanja referendumov se mi zdi, da bi spreminjala naravo
našega instituta državnega sveta v ne najbolj, bi rekel, ustrezno pozicijo. Zato se mi zdi, da tukaj dan, dva ali teden ne bo naredil čisto nič, naredili bo pa zelo veliko, če bomo dali še kakšne kvalitetne dopolnitve k, bi rekel, nastajanju izhoda iz same krize. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Rokavcu. Prosim, da spustite še roko, državni svetnik Rokavac. Hvala. Naslednja se je javila k besedi državna svetnica Lidija Jerkič. Izvolite. Ja, jaz se bom vrnila po obravnavi ali pa načinu, kako iz te zagate ven. Zdaj, če speljamo sejo v skladu s poslovnikom, potem bomo glasovali tako kot vedno, a ne o mnenjih pristojnih komisij in o ničemer drugem. To je danes tudi na dnevnem redu. Moje vprašanje je, ali lahko prvič razširimo dnevni red za obravnavo predloga vlade o prepovedi referenduma, če se prav spomnim, na ta zakon in v okviru te razširjene točke morda glasujemo tudi o stališču glede veta. In drugič, če lahko prekinemo v tem primeru sejo vsaj za 15 minut, namreč tako kot se rekla, jaz se osebno lahko vzdržim ali pa izjasnim, da ne bom glasovala za veto, ne vem pa, če smo kot interesna skupina enakega mnenja. Interesna skupina ni imela priložnosti se v zvezi s tem vprašanjem posvetovati, je pa kvalificiran predlagatelj veta. In tudi jaz mislim, da ne moramo kar pristajati zato, ker se mudi na vse. Ukinili smo že socialni dialog, vsa ta zakonodaja gre mimo ekonomsko-socialnega sveta, državni svet se informira o rešitvah post festum, ker vmes ni časa, da bi opravili obravnavo. Obravnave upravimo na interesnih skupinah, na delovnih, na komisijah, pa jih upravljamo na podlagi vsebine, ki jo poznamo, sprejete so pa druge vsebine, to je ni prav. In nismo, ne vem, planinsko društvo ali pa lovska družina, državni svet smo, ki ima svoja pravila, ki so bila napisana za to, da jih spoštujemo in služijo nekem svojem namenu. Tako da dve vprašanje. Prvič, ali razširimo dnevni red s točko, ki bo vsebinsko prinesla možnost odločanja o tem, kar je danes namen, in če da, potem predlagam prekinitev, zato da se v okviru vse naše interesne skupine pogovorimo o tem, kako bomo glasovali. Zahvaljujem se državni svetnici Lidiji Jerkič. Prosim, da spustite roko. Naslednji se je prijavil k besedi državni svetnik Milan Ozimič. Torej, glede na to razpravo, ki je zdaj v zvezi z namenom sklica te seje in dilemo, o čem bomo sploh glasovali, seveda je tu kar nekaj dilem prisotnim, ki jih velja prisluhniti, ampak moj predlog, da nekako iz tega izidemo, je v smislu tega, kako sem tudi jaz razumel, ko sem sklical interesno skupino in tam glede na predlagan dnevni red predlagal, da seveda mi za obravnavo teh zakonov ugotavljamo tudi v interesni skupini interes, ali za to obstaja neka pobuda ali podlaga za to, da državni zbor ponovno odloča o teh zakonih. Zdaj, glede nekaterih stvari, ki so bile v tej razpravi povedane, gledajte, vse komisije in tudi interesne skupine so imele možnost, da se v fazi sprejemanja zakona vključijo kot pristojne matične komisije ali kot zainteresirane, da se v ta zakonodajni postopek vključijo. Pa jih veliko to ni storilo. Zdaj, očitno je treba današnjo sejo pretransformirati
ali po predlaganem sklepu, da se odločamo o tem, da je veto potreben ali ni potreben. Vkolikor pa to danes ni možno, pa predlagam, da seja prekine, da to poizvedbo naredijo komisije in interesne skupine, ki so lahko kvalificirani predlagatelji veta, da to storijo danes ali jutri dopoldan in jutri nadaljujemo z sejo, kjer bomo ugotavljali, ali državni svet, ker tisti, ki bojo ugotovili, da je za veto potrebno, pač bojo imeli tudi nekaj utemeljitev in glasujemo o tem, ne da se odpovedujemo, ampak ali ugotavljamo, ali obstaja razlog za to, da državni zbor še enkrat odloča o sprejetih zakonih, oziroma o katerem od njih imamo namreč 3 na dnevnem redu. Toliko. Zdaj, ta razprava o že sprejetih zakonih je pravzaprav na nek način po meni nepotrebna ali kakorkoli. Lahko je samo koristna v nekem smislu za stvari, ki se bojo še odvile v najavljenem 3. zakonu iz tega korona zakonov. Tako da predlagam, da ker očitno tega pogleda danes na seji ne bomo razrešili, kaj lahko storimo. To, kar sem pa predlagal, pa mislim, da je popolnoma realno, da storimo, da sejo danes prekinemo, zato ponavljam, da preko sklicev nadaljavo predsedniki komisij in tudi še interesnih skupin opravijo na nek način poizvedbo, ali obstaja, in jutri odločamo o tem, ali veto bo, ali obstajajo razlogi za veto ali ne. Pravzaprav se pa to ne samo matičnih komisij, tiče se praktično vsake komisije in vsakega interesa, ki je zastopan v državnem svetu, tako da lahko to v okviru teh predlagateljev storimo. S tem pa verjetno pokrijemo tudi tisto možnost, koliko je 8 podpisov za predlog odložilnega veta, in jutri z takšno opredelitvijo lahko prispevamo k temu, da se ta zakonodajni postopek pohitri tudi z naše strani in brez tega, da bi kakorkoli izgubljali našo integriteto, torej integriteto državnega sveta. Toliko, hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Milanu Ozimiču. Prosim, da spustite še roko tam pri prijavi. Na naslednjih se je k besedi prijavil državni svetnik magister Peter Požun. Izvolite. Ja, hvala za besedo. V tem uvodnem delu bi se rad opozoril na intervju, ki ga je dal profesor dr. Rajko Pirnat v zvezi z temi aktivnostmi, kjer je pravzaprav rekel, da državni svet, ki se odpoveduje naprej pravici do veta, na nek način seveda deluje v nasprotju z ustavo. To je samo uvod v tem delu. Želel sem se pa oglasiti za repliko na razpravo kolega dr. Kamsa, ki govori o tem, da ni imel možnosti podati predloge, razpravljati na komisiji in podobne stvari. To pa je seveda izjemno sporno. Komisije so ravno zato, da se tam lahko razprava odpira in kolega Kams je dobil besedo, kadarkoli jo je želel, tudi se svoje stvari, poglede in zamisli tam predstavil. Seveda ima on kot državni svetnik vso možnost, da vlaga pobude, vprašanja in podobne stvari in prijetno ni za pričakovati, da bo to počel nekdo drug namesto njega. Vsakdo bo pač moral opraviti svojo aktivnost znotraj tega, zato kot predsednik komisije, ki je to gradivo obravnavala, seveda odločno nasprotujem temu, kar je govoril, da na komisiji nima možnosti podati predlogov in pa sodelovati v razpravi. Hvala.
Zahvaljujem se državnemu svetniku magistru Petru Požunu. Naslednji se je k besedi prijavil državni svetnik Bojan Kekec. Izvolite. Bojan, prosim, če se prijavite. Gospoda Požuna pa prosim, če spusti roko. Mikrofon sem vključil, predsednik, hvala za besedo. Oprostite, samo trenutek še. Prosim državnega svetnika Francija Rokavca, da spusti roko. Kliknite še enkrat na raise hand, Franci Rokavec. Ja, Bojan Kekec, izvolite, Franci Rokavec se nas očitno ne sliši. Hvala. Jaz bi pa nekako zelo se strinjal z razpravo kolega Gamsa, mislim, da je dobro povzel situacijo. Smo v nekih razmerah, ki so blizu izrednih. Mislim, da to zadevo moramo res vzeti v obzir. In kaj ugotavljamo, da že oblast naredi hitre in pa... Svetnik Kekec, prosim, sam če se malo približate k mikrofonu, ker vas zelo slabo slišimo. Se pravi, ko že izvršilna oblast naredi svoj dobro posel za hitre ukrepe, se potem zaplete v birokraciji pri rigidni zakonodajni oblasti. In to takrat, ko ljudje potrebujejo pomoč. Zaradi teh stvari so upokojenci 14 ali 15 dni kasneje dobili, oziroma bodo dobili pomoč. Podjetniki in tisti, ki jo zdaj najbolj nujno rabijo, jo ne bodo dobili zaradi teh rigidnih postopkov, ko nimamo nekega bypassa, da se zadeva v teh primerih uredi. Glede, to mene spominja, če že zelo karikirano rečem, ko bi se neka ladja potapljala, bi nekdo ugotavljal, da ne bomo spuščali rešilnih čolnov, ker kapitan to ni zapisal v ladijski dnevnik. Take stvari so bolj pomembne za državnega sveta kot mogoče nekaj drugega, da bi rekel, striktno upoštevamo čisto vsako črko poslovnika in tako naprej. Gre za izredne razmere in jaz mislim, da moramo res najti eno pot, da te ukrepi čim prej začnejo delovati. Zahvaljujem se državnemu svetniku Bojanu Kekcu. K besedi se je prijavil naslednji državni svetnik Ladislav Rožič. Izvolite. Hvala, predsednik. Jaz mislim, da vedno gremo v smer, da bomo sami se potrdili, da nismo potrebni. Nenazadnje, noben od nas na nobeni razpravi ni rekel, da bo vložil veta. Nobeden od nas ni razpravljal o tem, da zakon ni potreben. Čisto vsi smo tehtali prednosti in koristi tega zakona in smo ugotovili, da so koristi večje. Zdaj razpravljamo o tem, da enostavno bomo povozili kompletni pravni red, procesno pravo in bomo rekli, ne, to pa ne. Mislim, da je prav, da se držimo regulative, ki je predpisana, da ne gremo z glavo skozi zid, tako je Franci Rokavec rekel, če bomo en dan počakali, pa en dan počakali. Dejstvo pa je, da moramo enostavno svojo držo imeti, ne glede na to, kakšna je situacija. Ker nenazadnje, ko bo enkrat potres, bomo rekli, ja, čez noč moramo pa to narediti. Ni res. Čisto vsaka stvar se dela z pametjo, vsaka stvar se dela s pomislekom. Imeli smo možnosti razpravljati o sami zakonodaji na svojih komisijah, svoje pripombe smo dali, danes imamo o čem razpravljati. Če bo katera skupina dala, pač predlog za veto bo dala, če ne bo šel zakon skozi. Jaz pa verjamem, da nobeden tega predloga ne bo dal in pač bomo mogli ta čas počakati. Hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Ladislavu Rožiču, ga prosim, da spusti roko prijave k besedi. Besede ima državni svetnik Dušan Strnad. Sem še besedo. Dušan, trenutek, prosim. Ladislav Rožič, prosim, če se odjavite od besede, tako da lahko sledim, kdo je prijavljen, kdo ne. Se trudim. Hvala. Dušan Strnad, izvolite. Ja, hvala lepa, lepo zdrav še enkrat sem skupaj. Glede na doslej slišano, očitno bodo ostali preveliki dvomi, če gremo v to smer, kot je predsednik predlagal, čeprav se jaz strinjam in vsi govorite ali pa govorimo, da ne bomo predlagali veta.
po mojem mnenju bi besedo tudi držali. Zdaj, če začnem tako, da se treba zavedati, da je bilo pripravo te zakonodaje vloženega veliko dela. Delovni skupin, delo je bilo opravljeno v zelo hitrem času in kot ste že danes oziroma vsi povedali, pa jaz tudi doslej sem bil na dveh sejah, enega resnega pomisleka na samo vsebino te zakonodaje ni bilo izraženega. Jaz se bojim, da bomo porabili za odločanje o tem, ali bomo mi dali veto ali ne bomo dali veto, več časa, kot so ga pripravljalci za vsebino. Očitno nam ne gre za veto, tako da je najbrž edina rešitev ta, da o njem glasujemo, o vsakem zakonu posebej. In če je edina rešitev ta, da se skliče seja, kjer je pač na dnevni red predlog veta, je po mojem ena od možnosti, da zberemo podpise. Jutri, danes tekom dneva, ne podpiše pač tisti, ki želi. Jutri skličemo sejo in se odločimo legitimno o tem, ali smo dali veto ali ga nismo dali. Zdaj, drugače bomo še 8 dni čakali, na koncu bomo pa povedali, da ne bomo dali. To pa po mojem iz razlogov, ki so bile že povedane, pa jih ne bom ponavljal res malce odveč, tako da dajmo se odločiti, pa dajmo se odločiti pravilno, če je edina rešitev ta, kot pravite, pa dajmo iti v to smer. Toliko, hvala. Zahvaljujem se državnemu svetniku Dušanu Strnadu. Preden nadaljujemo razpravo, mi dovolite eno obrazložitev. Glejte, kot predsednik državnega sveta sem prejel zaprosilo državnega zbora, naj državni svet pove, ali bo in ali ne bo na sveženj teh 3 zakonov izglasoval veto. Kot predsednik državnega sveta sem na to zaprosilo tudi dolžen odgovoriti. Ne morem reči, ne vem. Za voljo tega sem sklical kolegij in na tem kolegiju, na korespondenčni seji smo povedali, o čem se bomo pogovarjali. Glede na to, da sem prisostvoval na seji 2 komisij, združeni seji Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, kjer ni bilo vsebinskih pomislekov take vrste, da bi bil možen veto, bil sem pa tudi seznanjen z načinom oziroma z tokom razprave na interesnih skupinah in tam ni bilo izraženih želja po vetu, sem predpostavljal, da je najbolj demokratično, da skličem izredno sejo državnega sveta in da poprašam svetnice in svetnike o tem, ali je spričo vloženega v nekaj kar velikega števila amandmajev na posamezni zakon, s tem kakšna sprememba oziroma obstaja potreba po vložitvi veta. Mi poslovniške možnosti, da bi se odpovedali vetu kar tako, nimamo. Lahko to izglasujemo, če smo vsi za. In to se zdi meni najbolj demokratičen način, da odgovorim državnemu zboru in da upoštevam mnenje državnih svetnic in svetnikov. Če kdo ve za kakšen bolj demokratičen način, jaz to seveda takoj akceptiram. Sedaj sem v dvomih. Pojavljajo se očitki in te jemljem zelo osebno kot predsednik, da državni svet deluje pod mojo taktirko servilno, da opuščamo svoje dolžnosti. Naj vas spomnim, da nekatere komisije sploh niso imele za potrebno obravnavati te svežnje zakonov, oziroma ta svežnje zakonov, in na moje izrecno zaprosilo so ga obravnavale. Torej, trdim, da kot predsednik državnega sveta ravnam v smislu zaščite integritete državnega sveta, da omogočam vsem možnost, da aktivno razpravljajo in udejanjajo svoje interese in interese baze, ki jo predstavljajo. Po drugi strani pa ne najdem načina, kako bi drugače odgovoril državnemu zboru o tem, ali državni svet bo ali ne bo vložil veto. Na nek način do tega odgovora pač sem želel priti. Ne pristajam pa na insinuacije, da kakorkoli oktroiram delo državnega sveta in da državnemu svetu jemljem iz rok orodja, ki mu jih podeljuje zakon o državnem svetu in poslovnik državnega sveta. V zvezi z današnjo sejo državnega sveta ugotavljam, da svetnice in svetniki
želijo ohraniti možnost 7-dnevnega roka za odločitev o vložitvi odložilnega veta in to tako tudi razumem. Jaz nimam druge možnosti, kot pa, da onemogočim preglasovanje o poslovniški možnosti, ker če omogočim preglasovanje, s tem kršim poslovnik. Torej, pravica do 7-dnevnega roka za vložitev veta na zakon ostaja in jaz mislim, da je na tej točki najbolj smiselno današnjo sejo prekiniti. Če kdo ima za potrebno, naj zbere 8 podpisov, oziroma če je katera izmed interesnih skupin ima željo, da bi vložila predlog odložilnega veta ali katere izmed komisij, prosim izvolite, na voljo imate 7-dnevni rok. Jaz bom enostavno obvestil Državni zbor o tem, da svetnice in svetniki vztrajajo pri 7-dnevnem roku za vložitev veta. Nekateri to želijo, nekateri tega ne želijo, poslovnik tako pravi, imate pa pravico vsi predlagati veto v teh 7 dneh. Vse ostalo, kar bi jaz storil tukaj, bi šlo mimo poslovnika, tega pa nikakor ne želim. Tega očitka si na svoje ime kot predsednika Državnega sveta ne želim sprejeti. Že nekajkrat sem povedal in bom še enkrat ponovil, da poskušam prisluhniti vsem svetnicam in svetnikom, ne želim pa, da kdo z mojim ravnanjem kakorkoli insinuira in me kakorkoli obdolžuje nespoštovanja poslovnika ali pa iskanja bližnjic in česarkoli drugega. V tem trenutku bom to današnjo sejo prekinil, 7-dnevni rok za vložitev veta teče in mislim, da lahko na podlagi tega 7-dnevnega roka se državne svetnice in svetniki odločite, ali boste ali ne boste vložili veto. Vse ostalo bo manevriranje največkrat z mojim imenom in funkcijo, tega pa ne želim. Zdaj pa prosim vse, ki ste se prijavili v besedi, da se odjavite. Ali želi kdo razpravljati o tej moji odločitvi, to bom še poslušal. Ostalo pa prosim, da prijave umaknete. Prosim, da v tem trenutku vsi umaknete vse prijave k besedi in da se prijavite samo tisti, ki želite razpravljati o tej moji odločitvi. Gremo po vrsti. Vidim Branka Šumenjaka, Branka Tomažiča, Dušana Strnada, Franca Goloba, Lidijo Jerkič, Marijo Lah, Milana Ozimiča. Spoštovane svetnice in svetniki, zdaj pa takole. Tole proceduralno nadmudrivanje ne vodi nikamor. Meni je popolnoma jasno, da tako ne bomo prišli do nobene rešitve. Poslovniške možnosti, da Državni svet se odreče vetu, dejansko ni. Jaz ne želim tega izrabiti, Obstaja možnost, da vložite veto v 7 dneh, to možnost vam prepuščam, ne bom pa dovolil, da se manipulira na takšen način, da jaz dajem odgovore Državnemu zboru in javnosti, recimo v Slovenski tiskovni agenciji, ki me sprašuje, kako bodo ravnali svetniki, na podlagi tega, kar sem slišal na komisijah, so vse komisije zakon podprle, po drugi strani si pa pridržujete pravico do veta. In od zdaj bo moj odgovor popolnoma enostaven. Ta komisija je podprla, ta ni podprla, tista je podprla, ta ni podprla, pravico do vložitve veta pa ohranjamo. Mislim, da ne bi bilo prav, da se razidemo, ne da bi vam dal besedo, ampak mislim, da odločitve tudi na podlagi tega, kar bom slišal, ne bom spremenil. Lepo prosim, najprej se je prijavil v besedi državni svetnik Branko Šumenjak. Izvolite, Branko, imate besedo. Hvala lepa, jaz bom čist kratek. Jaz predlagam, da se današnja seja zaključi, ne prekine, ker na prekinjeno sejo se praktično ne da dodati dnevnega reda.
točke. Tako da, če bo vložen predlog za veto, je treba pač sklicati novo sejo samo. Hvala lepa, državni svetnik Šumenjak. Branko Tomažič, izvolite, imate besedo. Branko, jaz vas prijavljam k besedi in odjavljam, izvolite. Hvala za besedo, lep pozdrav tudi iz Ipavske. Jaz se ne strinjam, da prekinemo sejo, ker me ena stvar zelo moti. Nobeden od svetnikov do sedaj ni izjavil, da se ne strinja z sprejeto zakonodajo, da se ne strinja z določenimi akti ali členi in da bo zaradi tega vložil veto. In mi zelo gre narobe, da gospa Lidija Jerkič se bi rada skrivala z interesno skupino in potem nekje jih spodbudila, da bi dali morda veto. In zakaj bi mi zdaj puščali 7 dni odprte stvari, če niti eden se ni do sedaj, ko že imamo jalovo razpravo, zame, pustite, ne bom se spuščal potem ali pravno ali ni pravno, jalovo razpravo. Igor, vidim te v redu. Ker se nobeden ni izjasnil, da bo predlagal veto, ker zakonodaja ni dobra. Hvala, predsednik. Zahvaljujem se državnemu svetniku Branku Tomažiču, prosim pa, da se Branko Šumenjak in Tomažič zdaj odjavite od besede. Besedo dajem državnemu svetniku Francu Golobu, izvolite. Hvala lepa, predsednik, za besedo. Sploh se nisem mislil vključiti, ampak enostavno ne morem mimo tega, da bo nekdo za to odgovarjal. Zdaj jaz razumem poslovniške možnosti, ki jih v tem primeru ni. Glede na to, da se lahko zavedamo posledic tudi sam kot državni svetnik. Kolegi so razpravljali v tej smeri, pa dovoli predsednik, da mu kak stavek več rekel. Glede na to, da zdaj bo pa državni svet po poslovniški možnosti zavlačeval ta zakon, pripravljene zakone, ki ima možnost po poslovniški logiki k temu, da bomo 7 dni pravzaprav čakali, ne čakali mi državni svet. Predvsem pa vsi tisti, ki bi v tem času lahko že dobili to, kar piše v teh predlaganih zakonih, si tega sam enostavno ne morem dopuščati. Bi pa predlagal, predsednik, seveda, če se bo, jaz verjamem in vidim, v kakšnem težkem položaju si, nikako nimaš možnosti odločati o imenu teh ostalih 38 svetnikov, seveda ti si 39, toliko je tudi sestava državnega sveta. Sam pa za gotovostjo trdim, da tisti, ki danes ugibate o tem, kar imate tudi poslovniško možnost, da vložite veto, da tudi danes jasno poveste, kateri pravzaprav sploh pomišlja o tem, da bi vložil veto. V nasprotnem primeru, predsednik, jaz prosim, da vseeno daš sklep na glasovanje, pripraviš sklep, jaz vem, da to ni v možnosti s poslovnikom. In sem obregnil še za nekaj, ko smo prej govorili, ne vem kateri, gospod Rožik, mislim, da je rekel okrog potresa. Veste, sam kot župan, ko imaš naravno nesrečo, ne glede na posledice, marsikdaj odreagiraš tudi drugače. In jaz mislim, da moramo biti toliko modri, da ne bo pa zdaj državni svet ves krivec za vso stvar, kar se bo dogajala in v gospodarstvu in ostalih ukrepih, ki jih ti 3 zakoni prinašajo, da bomo 7-dnevno zamudo omogočili državnemu zboru, ali da bo ponovno odločal, pa skoraj ne verjamem, da bo kdo vložil veto na to, skoraj ne verjamem. Po razpravi sodeč ne, glede na to, da so vse komisije imele možnost razpravljati o zakonu in danes se pa mi mišolovimo tu okrog, ali bomo izkoristili to poslovniško možnost, ki jo imamo 7 dni. In prosim vam, kolegice in kolegi, razmislite, kdo bo tisti z imenom in priimkom povedali, da poslovniške možnosti te ni. Predsednik, jaz te še enkrat prosim, da to tudi poveš. In da so bili posamezniki, ki so zahtevali to poslovniško možnost, da izkoristijo teh 7 dni, da more biti vložijo veto. Enostavno sem razočaran, kolegice in kolegi, ne gre za mene, ne gre za predsednika Lojzeta Kovšco, ne gre za posamezne državljane, ampak s tem v izrednih razmerah rešujemo celotno Slovenijo. Hvala lepa. Zahvaljujem se državnemu svetniku Franciju Golobu. Prosim, če bi spustil samo še roko. Sprašujem pa, k besedi se je prijavila državna svetnica Lidija Jerkič. Izvolite. Zdaj tako za začetek. Poslovniški predlog sem dala 1 uro nazaj.
In ta predlog ni bil v prekinitvi seje, pa ni bil v zahtevi, da imamo 7 dni za odločanje o vetu, bil je predlog, da razširimo dnevni red. Vmes je predsednik povedal, odločamo v bistvu na zaprosilo Državnega sveta. To je vsebina dnevnega reda. Državnega zbora. To je točka dnevnega reda, ne pa obravnava zakonov. Predlagala sem, da se točka razširi s točko o odločanju o vetu in s prekinitvijo po poslovniku za 15 minut, da se naša interesna skupina posvetuje. In to ni nobeno izsiljevanje z nobenim vetom, še enkrat, nobenih izrednih razmer nimamo, vsaj jaz nisem slišala, da jih je kdo razglasil. Pa če bi prvi zakon, kolegi dragi, tisti, ki zdaj apelirate na to, kaj vse ne bi kdo dobil, sprejemali tako, kot se spodobi, popravko sploh ne bi bilo treba. Bi tole, o čemer se danes pogovarjajo, dobili ljudje že pred enim mesecem. Tako da ne bi zdaj slučajno kdo komu za vrat obešal insinuacij, kakršnih koli že. Še enkrat ponavljam, vprašanje, ali je mogoče razširiti točko dnevnega reda današnje seje. Če to po poslovniku ni mogoče, zaključimo sejo. Potem predlagam, da se takoj v nadaljevanju dobi kolegi, pa se zmenimo, kakšno točko bomo dali na dnevni red in da skličemo sejo, pa makar še danes ob 8 zvečer je čisto vseeno. To se da vse narediti. Da bomo pa po dolgem, pa jaz ne bom več hodila na seje, na dnevne rede točk, ki jih ne obravnavamo. Ta današnji dnevni red ni vsebina, ki jo iščemo. Še enkrat, zdaj, če je komu to obešanje na poslovniška pravila ali pa ne, meni vseeno. Naslednjič bomo prišli na sejo, ne vem o čem, pa bomo odločali o tretjih stvareh. Še enkrat bom ponovila, predlagam, da razširimo dnevni red, če ga zdaj ne moremo več, ker imamo poslovnik spet tak, tokrat ne zapenam jaz na poslovniku. Potem zaključimo sejo, predlagam, da skličemo kolegi, predsednik, takoj potem, da določimo, kako pa lahko Državni svet odloča v takih situacijah. Ni zadnja. Zakon o referendumu ima zdaj določbo, ne vem, od 15. aprila je tole novo. Ni zadnja. Določba v zakonu je tako šlampasta, da mi ne vemo, kaj je naša naloga. Če bi zakonodajalec bil natančen, ko je spreminjal, bi določil postopek, kaj moramo zdaj narediti. Ko nas je pa frcno v situacijo, da se mi zdaj 40 pogovarjamo, kaj naj naredimo, kako naj uresničimo, če hočete črko zakona. Še ena od šlamparij. Kratka, predsednik, moj poslovniški predlog je bil pred tvojim. Prosim, v zvezi s ukrepom. Zahvaljujem se državni svetnici Lidiji Jerkič, tega poslovniško ne moremo. Besedo dajem državni svetnici magistri Mariji Lah. Izvolite. Zdaj se še zmeraj odnemo. Hvala lepa za besedo. Jaz se opravičujem, nekdo je še prijavljen oziroma nekdo ima vklopljen mikrofon, prosim, da ga izklopite. Besedo ima Marija Lah. Hvala lepa za besedo. Jaz se danes zelo neprijetno počutim, moram reči, ob tejle diskusiji, pri čemer ugotavljam, da diskusija absolutno ne gre v smer vsebine, v posameznih zakonih navedenih v dnevnem redu, ampak se vse skozi pogovarjamo o proceduralnih zadevah. In sklepam takole, glede na to, da čez celo diskusijo nihče ni posegal v vsebino enega ali drugega zakona, pomeni, da nihče o vetu ne razmišlja. Mi smo posamezniki izrazili določeno nezadovoljstvo za vsebino, vendar ne tako, da bi to imelo za posledico veto. Ali je proceduralno možno ali proceduralno ni možno, da bi se že danes izjasnili o vetu, da direktno tako rečem, tega jaz ne vem, pričakujem pa od dr. Štrusa, da bo to nam zelo jasno in glasno obrazložil. Razmišljam pa takole, če bi se vsak od prisotnih fizično in virtualno svetnikov izjasnil, ali podpira veto ali ga pa ne podpira, potem bi tako ravnal tudi kot član interesne skupine ali kot član določene komisije.
Torej, nam ni potrebno proceduralno jutri izpeljati interesnih skupin ali pa komisij. Preprosto se danes vsakega posameznika vpraša, ali bo šel v proceduro za veto ali ne. Pričakujem tudi, pa kolikor se bo kdorkoli za veto odločil, da bo tudi povedal, zakaj. To je prva točka. Druga točka. Veliko bolj pomembno se mi zdi, da mi vse svoje sile usmerimo v razpravo, ki naj bi organizirali do 15. maja na temo implementacije vseh teh korona zakonov. Tu je še polno lukenj in treba bo izoblikovati zelo jasno vsebinsko in pravno stališče Državnega sveta in le tega posredovati tako poslanskim skupinam, kot tudi na splošno celotnemu državnemu zboru, da naj vendar upošteva naše pripombe pri pripravi izhodne zakonodaje oziroma izhodne strategije. Mi nismo še ničesar rekli na to temo, niti danes, niti kdaj drugič. Naj pa povem, da do danes niti eno podjetje v Sloveniji še ni dobilo nobenih sredstev, ker cela zadeva stoji. In jaz ne želim biti krivec, da bom čakala, ali se bo morda nekdo izmed 39 članov Državnega sveta v 7 dneh odločil za veto. Potem naj to pove danes, tekst je pred nami in natančno ga vsi poznamo pač v obliki, kot smo ga spremljali vse skozi. Sicer se pa danes izjasnimo okrog tega. Pa še zadnja zadeva. Od dr. Štrusa pričakujem tudi še to, da oblikuje pripombe na zakon oziroma na določila okrog referenduma in nas tu poduči, da sprejmemo ustrezna dopolnila, da ne bomo že takoj pri naslednjem zakonu, vsebinsko podobnem zakonu, prišli do podobnih diskusij kot danes. Mislim, da je to neobhodno nujno, vsi to ugotavljamo in verjetno nek izhod iz te situacije je. Dr. Pirnat, če že na veliko razpravlja in daje ocene take in drugačne, naj se usede z neko delovno skupino Državnega sveta in naj nam svetuje, kako iz te situacije ven, da zadržimo svojo kredibilnost. Zagotovo jo ne bomo zadržali, če mislite, da je edini pogoj kredibilnosti, da v napetosti pustimo gospodarstvo zdajle 7 dni, da bo čakalo, a bo veto ali ne bo veto. Hvala lepa. Zahvaljujem se državni svetnici Mariji Lah, ampak ugotavljam. Že na začetku današnje seje je bilo jasno povedano, da glasovanje o tem, da se odpovedujemo v vetu, ni v skladu ne z dnevnim redom, ne s poslovnikom Državnega sveta. Jaz si enostavno kot predsednik Državnega sveta ne bom privoščil kršitve zakona o Državnem svetu niti poslovnika. Odgovornost za stanje, kakršno je, ne bom prevzel. Naj jo prevzamejo tisti, ki želijo drugače. Jaz ne želim tukaj polemizirati več o manevriranju s poslovnikom, o čemerkoli drugem, enostavno bom zaščitil svojo integriteto, ne bom prekršil ne zakona, ne poslovnika, o naši neodločitvi bom obvestil Državni zbor, svetnicam in svetnikom pa svetujem, imamo še nekaj dni za vložitev veta, izvolite, imate možnost, ne želim pa nikakor več razpravljati o situaciji, kakršna je sedanja, dokler Mandatno-imunitetna komisija ne bo predlagala poslovniške rešitve za situacijo, kakršno imamo danes. Ali spremenimo poslovnik, kar ne bo dovolj, ali spremenimo zakon o Državnem svetu. Predlog spremembe zakona o Državnem svetu smo že predložili Državnemu zboru, ni bil sprejet, pripravljamo zopet zakon o Državnem svetu, da ga bomo zopet vložili in sedaj je možnost, da takšno rešitev ukomponiramo v zakon o Državnem svetu, seveda, če bo to vsem svetnicam in svetnikom povšeči in če to sprejmemo na plenarni seji. Jaz bi na tej točki dovolil še obrazložitev sekretarja
državnega sveta dr. Dušana Štrusa, bom pa v vsakem primeru zaščitil svojo integriteto, ker vidim, da če bomo kakorkoli glasovali o odpovedi vetu, bom jutri se znašel na delovni mizi dr. Pirnata, pa še kakšnega novinarja in tega si kot predsednik državnega sveta nikoli ne bom privoščil. Dr. Štrus, izvolite, imate besedo. Hvala lepa za besedo. Upam, da vam bom lahko pri čemerkoli pomagal, čeprav vam bom samo obrazložil tiste stvari, ki jih že zelo dobro veste. Na dnevnem redu, ki ste ga danes izglasovali, imate 3 zakone. Za vse 3 zakone je vlada poslala sklepe, da se na njih ne more vložiti referenduma. Torej izpolnjujejo tiste pogoje, ki so navedeni v 21.a členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, to pomeni, da referenduma ni dopustno razpisati in je na državnem svetu odločitev, ali bo glede zakona zahteval, da državni zbor pred razglasitvijo o njem še enkrat odloča ali ne. Ta odločitev je na vas svetnikih, ali bo kdo zahteval veto ali pa se boste odločili za to odločitev, ki sem jo že pravkar navedel. V službi državnega sveta druge določbe kot ta, ki je v prvem odstavku 21.a člena, ni niti v poslovniku, tako da o tem se bomo morali vsekakor pogovoriti, da ne pridemo do take situacije, kot je sedaj. In to so možnosti, ki so sedaj na voljo, tako da to je kratka obrazložitev, če koga še kaj zanima, pa sem na voljo. Hvala lepa. Zahvaljujem se sekretarju državnega sveta, ugotavljam, da mi poslovnik ne omogoča nobene drugačne možnosti oziroma prav nobene možnosti, da vas vprašam, ali boste glasovali oziroma ali boste vložili veto ali ne. Ostaja vam 7-dnevni rok za vložitev veta. Če ga želite vložiti, izvolite. Tukaj nikakor in nikomur na noben način ne nasprotujem. Bi vas pa prosil, da v komuniciranju z javnostjo potem to tudi poveste. Jaz se vam zahvaljujem za sodelovanje na današnji seji in današnjo sejo v tem trenutku prekinjam in zaključujem. Hvala lepa in lep pozdrav. Ne želim več sprejeti proceduralnih predlogov zaradi tega, ker bo upoštevanje vsakega proceduralnega predloga pomenilo to, da kršim zakon in vidim, da nekateri državne svetnice in svetniki prav to čakajo. In dovolite mi, da zaščitim svojo integriteto in integriteto državnega sveta. Najdite pravno rešitev in potem se bomo lahko o tem pogovarjali. V tem trenutku pa to sejo prekinjam. Hvala. Moje je bilo vsebinsko. Jaz se opravičujem, ta seja je ob 15:50 prekinjena. Za kako dolgo je prekinjena? Do nadaljnjega. Ampak jaz nisem dobil besede, predsednik. Meni je zelo žal, niste se prijavili oziroma tega nisem videl. Jaz sem se prijavil. Ste se prijavili. No, potem pa izjemoma dovolim, izvolite, Igor Velov, imate besedo, prosim. Mojo roko ima že celo sejo na Glejte, še enkrat, dovolite samo trenutek. V tem trenutku ste me spravili v zelo neroden položaj. Zakona ne bom kršil. Vidim, da nekatere svetnice in svetniki manevrirajo s proceduro in s poslovnikom in zakonom o državnem svetu. Ne zahtevajte od mene, da ga kršim. Našli bomo rešitve, delujemo v razmerah, ki nam niso vsakdanje, ampak ne pričakujte od mene, da bom kakorkoli kršil zakon. Že itak se v javnosti pojavljajo razne zadeve, ki enostavno ne držijo in jaz si tega enostavno ne dovolim. Ne dovolim, da čez moj hrbet nekdo zavlačuje, v nasprotnem primeru me pa obtoži kršenja. Prosim, dajte to razumeti. Igor Velov, imate besedo. Ampak gledajte, če jaz prav razumem, mi ne kršimo zakona, če imamo podlago v 21. omenjenem členu. Tukaj imamo samo poslovniško zadrego, ker nimamo tega predvidena v poslovniku. In zakon je hierarhično višji. In tudi, če jaz osebno me vprašate, dam na tehtnico ali naj zakon in vsi ti prepotrebni ukrepi čakajo še 7 dni, ali kršim poslovnik, raje kršim poslovnik. In tukaj
ne vidim nobenega problema v tem, če bomo vsi soglasno za to in noben ne bo tega osporaval. In če ni v nasprotju z zakonom sklep, je tudi veljaven. In jaz sem tudi sam prej mislil, tako kot je, mislim, da je kolegica Lahova rekla, naj se vsak zjasni, ampak to je premalo, ker Državni zbor očitno potrebuje sklep, formalni sklep, ker tudi če mi damo voljo, da ne bomo, imamo pravno možnost 7 dni. Tako da, jaz, predsednik, jaz predlagam, pa ne bom jaz kriv za kršitev poslovnika, da jaz predlagam na glasovanje sklep, mislim, da to na podlagi razprave lahko, da se odpovedujemo veta na omenjene 3 zakone. In kot vidim, po vsebini ni nič sporno. Pač v izrednih razmerah, v zasledovanju pomembnejšega cilja, da je čim prej zakon sprejet, pač ne bomo v nasprotju s poslovnikom ravnali, ampak nimamo v poslovniku tega predviden, v zakonu pa imamo. Da se zdaj ne ponavljamo, prosim, če date moj sklep na glasovanje, pa dajmo glasovati in končati to sejo. Hvala. Magister Velov, jaz se vam zahvaljujem, to je vaše mnenje. Menim, da vsi ne menijo enako. Javnost si bo pa iz posnetka te današnje seje jasno ustvarjala občutek, kdo je s kakšnimi nameni in na kakšen način tukaj razpravljal. Moj namen je bil iti nasproti zakonodajalcu, skrajšati rok, če vsebinsko nimamo pripomb, ki bi zahtevale vložitev veta. Očitno, da se vsi s tem ne strinjamo in očitno, da bomo glasovali o vetu. Če ne bomo glasovali o vetu, bodo nekateri tukaj danes izpadli zelo čudno in nenavadno. Vse besede o servilnosti in čem drugem bodo izvenele v nekaj drugega. Ampak jaz o tem ne želim več razpravljati, današnjo sejo bom zaključil. Mislim, da je bolj pravilno, da sejo zaključimo brez sklepov, kot da jo prekinemo, ker če jo prekinemo, jo moramo nadaljevati. Jaz današnjo sejo zaključujem, torej poslovniški rok za vložitev veta obstaja, vsi, ki se niste želeli ali pa ste se želeli izjasniti, se vam zahvaljujem in zdaj pa res sejo ob 15:55 zaključujem. Hvala lepa vam za udeležbo.